Živijo, mi smo John Borno in vi poslušate Radioaktivno. You are neither aliens nor strangers any longer. Of the Stars je bila slišana skladba skupine John Borno. Boštjan in Gregor sta z mano v oddaji Radioaktivno z albumom Neither Aliens nor Strangers. Lepo zdrav. Živijo. Lepo zdrav, živijo. Najprej, ko si videl ime vaše skupine, si mislil, da ste Skandinavije. Posebej, ko imamo razne e pa oe. No, tukaj, mislim, nismo iz Skandinavije, smo iz Slovenije, kljub temu, da se razumemo. Da so besedila v angleščini, no recimo, ne. Ampak v bistvu smo hoteli mogoče točno ta efekt doseči, da vsak, ko vidi to, da vpraša, zakaj, kaj to pomeni, zakaj smo se tako odločili, ne, da v bistvu postanemo zanimivi za publiko. Ne. Drugače pa mogoče smo se malo zgledovali po nekaterih naših ozornikih, recimo Motorhead so tudi v bistvu se zgovorijo normalno, pa imajo tudi kakšen umlaut v napisu benda, tako da smo hoteli malo popestriti ta napis, da ne bo zgledal preveč dolgočasen. Vzbuditi zanimanje. Vzbuditi zanimanje, tako. Je morda zato več interesa, več zanimanja za vas? Bistveno bolj je to, ne, ko greš ven špilat ali pa kdo pride pač na obisk na vaje, kdorkoli se sploh zanima za nas, v bistvu pride takoj do tega vprašanja, ne, kako se to dejansko izgovori. Ne. In pol, kar rečemo John Borno, je dejansko presenečenje in a res, ja, tako simpel, super, ni John Borno, kaj taka. Tako da ja, je pač iz zajbancije nastal ime, ne, pač Buongiorno, je
preletel Bobnar v plec in je bilo pol na koncu John Borno, ne, smo malo obrnili in je ratov z tega ime benda, ne. Da ne boste potem na kakem plakatu švedski bend ali pa norveški, danski morda. Če bo to na švedskem ali pa danskem plakatu, Lahko z veseljem podpišemo. Pa se mogoče bo še več publike prišlo, če bojo mislili, da smo Švedi, tudi kje v Ljubljani, ne, po Sloveniji. Tako da, nič hudega. Če zaradi tega pride kakšen dodatni človek na koncert, ker misli, da smo Švedi, nas to ne moti. Ko sem iskal podatke o vaši skupini, morda tudi zaradi tega ne najdem nobenega uporabnega podatka na Google. Kajti ime J, on, pa B, E, R, N, O, E mi ne vrže nič, razen vas potem direkt ali pa indirekt. Ja, Vse to je dober, ne. Če sam nas vrže direktno, Izvirno ime. mogoče res zaradi tega tudi dober pa v teh iskalnikih, da takoj nas vrže ven, ne, ker ne vem, tudi mi, ko smo delali, v bistvu, ko smo se izbirali ime benda, je bilo pa tudi tako, pač jaz sem prva stvar, ki sem naredil, sem še pogledal, če že kdo obstaja, ne, pa ni, tako da mogoče pa dobro to, ne, dobro stvar. Kdo ima težave mogoče z upisovanjem, sploh na računalniku je mogoče težko te znake opisati, ne. Je tudi bypassno, če se upiše samo Jon, Borno, samo na koncu O in E, tudi pridete do zadetkov povezanih z našim bendom, no, tako da ni treba glih prav vseh teh znakov. Na telefonu jih je malo lažje opisati, no, na računalniku pa težje. Pa že kar švedski jezik naštimet, no, Tako je. da najde Ja, naš računalniški sistem bo brez E-jev pa O-jev, tako, dobro, nič kot kar v našem črkopisu. brez problema. Kajti drugače pridejo samo šifre. Tako, nismo obremenjeni s tem. Prvenec je tukaj pred nami, neither aliens nor strangers, niti tujci bi lahko prevedli tako enostavno. Pa v bistvu, mislim, dobro, obstaja zgodba, seveda, kako smo prišli do tega naslova. To smo v bistvu enkrat pač kar veliko potujemo, no, to smo v bistvu z basistom bila skupaj na enem koncertnem potovanju v Litvi in smo šli pač na ogled ene cerkve in je bil tam ena reklama ali v bistvu nek napis, kjer je bil to prvi stavek, ne. In po moje je bilo to v tem smislu, da naj drugemu ne bomo tujci, naj si ne bomo tuji, pač bodimo prijatelji, delimo skupaj, družimo se in tako naprej. Nekaj v tem smislu hočemo tudi mi s tem povedati. Na vse zadnje glasba povezuje ljudi, ne. Mislim, da pa izhaja to, da je to celo en citat iz Biblije, no, tako da lahko potem imamo pa še globlje povezave naprej, ampak to debato ne bi šli zdaj. Čeprav bi lahko aliens prevedli tudi vesoljce, ki so nazadnje tudi tujci. Ja, ampak čisto originalno dejansko v tistem napisu, ki smo ga mi videli in kako smo si mi to predstavljali, to bolj pomeni kot tujce, ne kot nezemljane. Čeprav mogoče v tej prvi pesmi pa mogoče smo hoteli pa tudi spet eno to provokacijo narediti, da je pa tudi malo hočemo biti malo vesoljski, malo pač iti izven meja tega našega planeta. Kajti prišli ste od zvezd, ne k zvezdam. Tako nekako, ja. K zvezdam šele grete. Ja, ta pot nas še čaka, no. Zdaj hodimo po njej, ne, koliko je pa dolga, pa še ne vemo. Ja. Veliko glasbenikov govori, da zelo dolga. Je dolga, ja. No, zdaj glede na to, da mi moramo biti pošteni, ne, nismo glih teenagerski band, ne, tako da smo tudi že kakšno leto na svetu, ne, tako da očitno je bila ta pot že do tukaj kar dolga, ne, zdaj upajmo, da bo vsaj pot do zvezdništva potem krajša, ne, do konca. Smo probali drugo taktiko, ne. Ja, tako je. Ne začeti pri 15, ampak kraj pri 35, pa da pa do 45 že rata, ne. Tako. Bomo še o tej podlagi nekaj rekli v nadaljevanju. Druga bo Long Way Home. Long Way Home je v bistvu ena zgodba. Zanimivo, da ta komad je nastal čist praktično na jam sessionu, na vaji, brez kakšnih priprav, v bistvu čisto spontano. Zgodil se je v bistvu v enem obdobju, ko so naši heroji iz mladih let ali pa glasbeniki, ki smo jih nekje spremljali dolgo časa, kar nekako po tekočem traku umirali, ne. Tako da v bistvu je iz tega tudi besedilo nastalo in je neko posvetilo ali pa hočemo počastiti spomin v tem primeru konkretno Lemija iz Motorheadov, Ronnie James Diota in Davida Bovija, pač te trije se vsako svoji kitici pojavljajo tudi v besedilih in recimo, da je to v tistem letu, ko smo ta komad pisali, so pač te trije gospodje šli med zvezde. No in preden smo poslali plato, se je pa pol še Edi zgodil, ne. Ja, na koncu je pa še za Edija Van Halna tudi eno kratko posvetilo, ki je pa tudi potem v tem obdobju, ko smo mi še s tem komadom se ukvarjali, tudi nažalost odšel, ne. Tako da v bistvu naslov pa mogoče pomeni, da upamo, da bo ta pot, da se bomo srečali še dolgo, ne, ampak nekako pa računamo, da se bomo enkrat srečali tudi z njimi. Zagotovo. Ja, to nam je nekaj, kar nam ne uide, ne. Kar nam ne uide, ampak vseeno naj bo ta pot še dolga.
side. Going down the road, it's a long Nothing matters anymore. The distance is my guide. With everything I own, all the rest the air is full of dust and nobody on the path. Stars are not alone, it's a long Feel I'm floating in the sky, calling ground control tonight, Major David. Set me free, I'm coming. Bloody lake I have to cross, but the raft's not built to last. Of all the visions from my past, only black holes still remain. Indians on the left and the shadows on the right. Counting footsteps in the mud, you'll be dancing on my grave. Snakes and butterflies taste like mama's apple pie, but there's no booze for my blues. It's a long My shirt is ripped, my trousers torn. There are spiders in my shoes, got a nasty one. Thinking about those days, motherfuckers holes a friend chasing rainbows to the sky. It's a long way. 'Cause I'm about to die, wouldn't mind a drink or two, stranger running. Where's the bar? for me, I'm coming. John Borno, voda je radioaktivno. V letu 2014 segajo vaše začetki, se našel podatek na spletu. Res je. Tako je. Malo drugačni zasedbi, oziroma kar precej drugačni od stalnice sta samo Grega in Vik, basist in kitarist. Bobnari so pri nas šibka točka, se kar menjajo, no, smo jih imeli kar ene par že do zdaj. Drugač pa ja, one dva sta v bistvu tiste dva, ki sta začela 2014, ne, to šti več vedno. Dobro, zametek je sigurno še kakšno leto prej, ne, pač naš basist Viktor je že kar nekaj igral v srednješolskih in študentskih letih, pa potem opustil bas, potem pa seveda verjetno v kakšnem novomeškem lokalu, ker oba izhajava iz Novega mesta, v kakšni pozni uri ob kakšnem pivu je potem nastala neka mini stava, ne, da
če bom pa jaz kupil kitaro in začel špilati, bo pa tudi on bas skupil in bova potem naredila band. Ne. In sva pol kar nekako se tega držala. No. Jaz sem svoje obljubo izpolnil, on je svoje izpolnil. Potem je še en sodelavec v bistvu od Viktorja enkrat naključno spet na eni zabavi povedal, da je bobnar, pa da bi mogoče tudi kaj špilal in smo tako začeli. On je imel celo prostor v Detroitu, v Ljubljani, pač tam, kjer je kar neki bendov. Nismo Švedske, smo z Detroita. Vem, tudi vem, kje je Detroit. No, verjetno že kakšen band se predstavil prvo iz tega. Pa tudi tam sem že bil. Lepo. No in tako se pa začelo malo bolj resno. No, tam so pa dejansko zelo hitro se odločili, da bomo začeli delati na avtorskih komadih. Potem mislim, da je ta Viktorjeva sodelovska kombinacija pripeljala še Boštjana, ki se takrat glih vrnil iz Tajske in je tudi pač iskal nek band, s katerim bi lahko sodeloval, pa mislim, da smo se kar hitro pol najdli in ujeli, naredili nekaj komadov, posneli enkrat en demo s 4 komadi, s katerim nekako nismo, sicer bil kvalitetno posnet, ampak nekako nismo bili zadovoljni. Ali je bilo pa to tista prva šola, da smo sploh v bistvu, ko prvič snemaš, mogoče niti nimaš občutka, kako temu pristopiti. Potem so bile dolga leta malo zatišja, nekaj zatišja, potem smo imeli probleme z bobnarji, smo iskali bobnarje, zamenjali smo v Detroitu nekaj prostorov za vaje, iskali smo vokalista, pa smo pa na koncu ugotovili, da ga že imamo, naš kitarist je v bistvu zelo dober vokalist, tako smo se potem nekako spet neka ekipa najdli, dobili bobnarja skupaj s Placom v bistvu, kjer vadimo tudi, Boštjana Vajsa. On je bil zainteresiran, da z nami posname tudi ploščo. Najdli smo potem Petra Deklevo, ki je bil pripravljen nas producirati. Zanimiva zgodba, Peter Dekleva, v bistvu, vsaj, kar jaz vem, on ne vzame kar vsega projekta zase, kar v bistvu si mi nekako štejemo v čast, je to, da je prišel na vajo in je v bistvu rekel, jaz bom poslušal, bom videl, kako to zveni, pa bom pa povedal, ali vas bom vzel ali ne. No, v bistvu smo takrat še z neko pevko, v bistvu smo imeli vajo, on je prišel poslušati in je rekel pač, da to manjka, da te take muske trenutno ni in je v bistvu kar zelo hitro zagrabeno in je tudi, moram reči, da je kar naredil to ploščo, tako da je dodal zelo velik zraven, tako da je zakon. Peter. Koliko pa ste spremenili zvok od začetka pa do danes? Do tega izdelka, ki ga danes poslušamo? Precej. Če gledaš, mislim, da ste nekaj skladb dali na stran, da niste bili zadovoljni z materialom začetka. Ja, tako je bilo, da smo v bistvu združili. Mi smo imeli prvotno ne 8 komadov, smo jih imeli, bi rekel, 12, 13 in smo na koncu v bistvu iz tistih 13 komadov naredili teh 8 skladb, kaj zdaj lahko slišimo. Se pravi, smo kakšen part vzeli z nekega drugega komada, pa je padel noter. Kakšen komad smo čist sesul, naredili na nov, tako da na koncu pač je dobrih 5-6 let rearanžiranja in tako naprej nastala pol tale plata. Dejstvo je tudi, da ko vadiš, stvari zvenijo na en način, pač bolj garažno, pač takrat je vse našponano in glasno in vse. Potem v studiu pa stvari spet dobijo en drugačen zvok, drugačne stvari padejo skupaj, ko je vse skupaj sestavljeno, potem dejansko slišiš tisti pravi zvok. In na prvih teh demotih nekako nismo čutili, da je to naš zvok. Tukaj pa s Petrom pa mislim, da smo potem tudi na samem snemanju in potem pri zlaganju tega skupaj še kar nekaj truda vložilo to, da je res tak zvok, da nam je bil všeč in da se nam je zdelo, da je to, kar mi hočemo biti. Je pa to bilo kar nekaj drugačno od tistega, kar smo prej recimo pri prvem demotu naredili. Koliko prstov je imela vmes Angelika? Ja, ta Angelika je še najbolj tak, v bistvu. Ni bila več čas niti Angelika, V bistvu, kako smo že prišli do tega, to boš ti mogoče povedal, ker mislim, da je bil še en tvoj prijatelj pa enkrat na audiciji kot vokalist. V času iskanja vokalistov, dokler še nismo vedeli, da ga imamo v skupini, mi smo res imeli pač toliko enih štorij s temi vokalisti, od tega, da je prišel na vajo 25 minutah 3-4 pire spil, pa ga nikoli več nismo slišali o njemu nič. No, enkrat se pa pač, jaz sem imel par bendov pred tem bendom in sem vedel, da pač moj bratranc Peter Jeraj je pač zelo dober vokalist in sem rekel, dej, mogoče, ker ni imel nobenega projekta, sem rekel, dej prid na vajo, pa da vidimo, kako je.
In je res praktično na prvi vaji to Angeliko, sicer je bila Amerika, ne? America Wants to Play. Začel v bistvu ta komad, ga je že praktično tisto uvodno špico smo naredili, no pa kasneje je bilo pa tako, se je odločil, da pač ne bi sodeloval. Smo pa tudi pol mi, čez čas, ko je bil komad narejen, ko je bil spisan besedil in vse, smo rekli, da ne bi bili lih politično preveč umešani v kakšne težave, zgodbe, karkoli smo rekli, neč pa dajmo to malo obrniti na malo na šaljiv način, malo na pokvarjen tako rekoč način, pa dajmo to, ne bo to Angelika, ne Amerika. Ne. Tako da, sama Angelika pa mislim, da prav veliko prstov ni imela vmes pri tem komadu. No. V bistvu začelo se je dejansko z Ameriko in ja, malo smo se zbali, da bomo kje na kakšnih FBI-evih serverjih se pojavili. Sicer zdaj, če razmišljam, mogoče za našo prepoznavnost svetovno bi bilo mogoče dobra osnova, ampak smo se vseeno odločili, da damo pa malo nekaj več ženskega podtona tukaj in da ne bo to Angelika. Tako da žal, če vtipkaš John Borno, nismo na Wikileaksih, ne. Zaenkrat ne. I feel better when you're wetter. John Borno, Boštjan in Gregor z mano v oddaji Radioaktivno, Nether Aliens, North Strangers je album, ki ga danes vrtimo. Heavy rock, heavy metal, kaj vam je bliže? Kako bi se označili same ali oboje? Odvisno, koga v bendu vprašamo. Ne, da ima vsak, no,
Mogoče tudi eno generalno, glede naše plošče, se to smo tudi v naših opisih pač benda malo napisali, no, da dejansko se nam zdi, no, da in v besedilih in v glasbi lahko kar vsak mogoče nekaj svojega, vsak poslušalec mogoče najde nekaj svojega, ne, da nočemo biti tako direktni na prvo žogo. Glede zvrsti smo se dejansko tudi sami spraševali ves čas, kam točno Zelo pašemo. težko je opredeliti, ne, ker od komada do komada skačeš, lahko rečeš, ta pa še sem, ta pa še sem, tudi od ljudi, ki so pač imeli šanso poslušati komade, preden je bila izdana plata, smo dubali od, ne vem, od Foo Fightersov do, ne vem, do Johnny Casha si dobil komentarje nazaj. Do Iron Maiden seveda tudi. Absolutno, Iron Maiden nas smemo pozabiti, ne. Motorhead, ki ste jih že prej omenjali. Mogoče tudi, mogoče v sami glasbi jih ni toliko videti, ampak recimo je pa navezava sigurno pri napisu našega. Pa tudi, če boš prišel na vajo, boš videl, da je zelo na glas, tako da bi tudi to paše zraven. Tako da zelo težko. Tudi v bendu smo se mi zdi relativno različni ljudje, mislim, vsi smo rockerji in vsem nam je, mislim, da imamo vsi širino, kar dosti veliko glede glasbe, ki jo poslušamo, ampak vseeno vsak mal izhaja, kakšen izhaja bolj iz heavy metala, kakšen bolj iz hard rocka, kakšen bolj iz mogoče starega rocka. Tako da je zelo veliko različnih vplivov, kar se po moje v plošči tudi čuti. Nismo hoteli biti žanrski band, da smo zdaj prav nek, ne vem, power metal ali pa ne vem, old school metal, karkoli. Označili so nas eden od pač ljudi, ki je poslušal, pa je bil, mislimo si, no, relativno neodvisen. Nas je označil za heavy rock in smo se kar vsi nekako strinjali, da je mogoče to kar najboljša oznaka za našo glasbo. No. Heavy metal je mogoče, heavy metal ga imamo sicer radi, ampak mogoče smo tako na meji med nekim hard rockom pa heavy metalom, pa je mogoče potem heavy rock in tak povzetek tega, kar delamo. Na Facebooku sem videl, da ste predstavljeni 4 člani, na fotografiji pa vidim, da vas je 5. Koliko vas je potem sedaj v zasedbi? Dejansko je tako, no. Mi smo 4, se pravi Grega, jaz, Viktor pa Uroš. Ta naš bobnar, Boštjan Vajs, je pa tako, da on je prišel s placem in takrat se je nam listo zgodilo, da smo šli snemati, da je bobnarka rekla, da ne bi pač šla v to, da ne bi šla snemati in imamo pa profesionalca v placu, ki je naš najemodajalec, ne, in pol smo pač njega prosili, pač, če bi na kakšno vajo letu ali pa, ne vem, da nam na dolg čas, ne, brez bobnov. No, na koncu je tako ratalo, da je tudi njemu postala pač muska všeč, no, videl se je noter pač malo razgrajanja in vsega in smo toliko časa skupaj pač vadali, je on rekel, mislim, smo ga mi prosili, če bi on tudi to plato z nami posnel, ne. In je rekel, ja, seveda, brez problema, z veseljem, zakaj ne, ne. Tako da on je bil dezigniran, tako rekoč, v častnega člana benda, ne. Tako da na plati je tudi on omenjen, tudi je kot avtor, vse, ampak ni bil pa nikoli, da bi rekel, član benda točen, ker smo vedeli, da ta naša pot se bo slej ko prej mogla zaključiti, ker on vseeno ima, kot profesionalni glasbenik, ima toliko enih obveznosti, da bi mogoče nas mečka nazaj držal, ne, ker pač ne moreš se spomniti, jutri bo pa tam le igral, pa ne gre, ne. Tako da ja, na koncu je bilo pač tudi ta fotke, ki je malo okoli obrnen, pa to ne. Ravno to sem mislil vprašati, ja. Ali je to on, ki v stran gleda? Tako, ja, tako. In smo se kar mogli pomatrati, no, da smo ga spravili na fotografije, no, pač kaj. Do zadnjega dne je bilo še ja, pa jaz se ne bi slikal, ne. No, pa smo pa najdeli kompromis, pa smo ga malo obrnili naokoli. Se mi zdi, da je to tako dosti dobra fora izpadla, no, tako da. Vsekakor mu naziv častnega člana benda ostane za vedno, dokler bo bend. Tako da v bistvu je tudi prve 2 koncerta promocijska, ki smo jih naredili z nami od Špilov in zdaj smo dejansko v iskanju novega bobnarja. Že imamo, kar smo že blizu, ampak mogoče še ne čist za. Da še ne moramo javno tega povedati, ampak smo že blizu novemu članu. Kdo pa so potem še ostali člani? Oziroma ostala člana poleg vaju 2? Viktor Kastelic, basist, pa Uroš Kušar, lead, kitarist, pa mi 2, ne. Viktor je že v bistvu bil že zraven pri zametkih benda, tako da je že ves čas nas spremlja. Uroš je pa prišel relativno v bistvu je že prišel po snemanju plošče, tako da ni bil avtor. Je pa potem, ko smo se začeli po snemanju pripravljati za žive nastope, smo malo ugotovili, da pač Boštjan, ki je odigral polovico kitar na plošči, da mogoče v živo vsega tega ne bo mogel paralelno z petjem oddelati in smo se potem odločili, da še enega kitarista povabimo v band, da bo njemu lažje pet in tudi nekako mislim, da smo potem aranžmaje in harmonije tako naredili, da to vse zdaj lepo funkcionira, da imamo zdaj praktično skoraj 3 kitare
kitare, no, tudi on še malo doda na koncertih, no, in mislim, da prav dobro zveni. No. To, da jaz lahko malo zabušavam na koncertih. Se ne rabim preveč matrati s kitaro. Komuniciraš s publiko. Tako, frontmeni so za to. Tako. Dive bo naslednja? Dive bi enostavno rekli, da je to eno posvetilo življenju. No. Enostavno hočemo s tem komadom povedati, da se je treba življenje spustiti, ga živeti, se ne preveč zadrževati in enostavno se prepustiti toku. No. To je eno tako, na kratko povedano, kaj komad pomeni. No. Obenem tudi eden najhitrejših oziroma najbolj divjih Tako, ja. komadov na plati. Ja, želimo, da imajo tako pozitivno življenjsko energijo in mislim, da jo imajo. John Borno v oddaji Radioaktivno, Nature Aliens, North Strangers, album, ki ga vrtimo, 8 pesmi ste nam pripravili. To je izbor materijala, ki ga imate? To je najboljših 8. The best of. The best of. Prvi the best of. Ja.
Vse bi se zlagal, pa rekel, da jih imamo na 150 v repertoarju, ampak pa da so to res najboljši, ne? Vsaj po našem izboru, ampak ja, saj so res. Zaenkrat smo rekli, da pač predolg bi trajali, če bi še kar iskali, smo rekli, da to imamo trenutno zapovedati, to imamo dati za sebe in smo pač naredili 8 komadov. Zavedali smo se, da bi bilo mogoče dobro, da bi bilo kaj več, ampak v tistem trenutku, tako kot je prej Boštjan povedal, izhajali smo iz enih 12-13 komadov, nekaj smo potem malo kakšne koščke združili, pa malo prearanžirali zadeve. Verjetno bi nam še kakšen komad uspel, ampak smo rekli, dajmo raje 8 narediti kvalitetnih in takrat v tistem trenutku, da se zadeva enkrat postavi, reče, jaz mislim, da 8 komadov za album zadostuje. Malo vidimo zdaj, da nam ne zadostuje za žive nastope, tako da smo absolutno že delamo na novih stvarih in naslednje vaje to bojo že posvečene temu, da se pripravljajo novi komadi, ki jih bomo potem poskušali tudi čim prej predstaviti in vključiti v žive nastope. Kako je z avtorstvom? Pišete skupaj, dela vsak zase, potem združujete? Težko je reči, ne? Vse to pa še kaj drugega. Ja, tako je. Res je, toliko je bilo raznoliko, pač tole naše pisanje, no pač neki so imeli oni že prej narejen, pa sem jaz pol prišel zraven, pa se je spet spremenil čist, ne? Tako da mi smo za to plato, bomo kar rekli, da smo jo skupaj naredili in pač ustrajamo pri tem, da je to delo vseh članov, no? Dejansko nekateri komadi so nastali s tem, da je kdo od članov doma nekaj pripravil, pa v bistvu nam že prej poslal, pa smo potem na tej osnovi delali. Ene dva sta nastala čist na jam sessionu, na vaji, iz nule praktično. Nekaj smo jih potem tako iz večjih skupaj sestavili, prearanžirali, ker so nam pač določene stvari šle bolj skupaj. Besedile smo pitak potem dosti na koncu delali, ker prej nismo imeli še vokaliste in so potem že večinoma nastala besedila že na narejene komade. No, tako. Tudi besedila so skupno delo, sicer so v angleščini. Po večini, tudi zelo veliko je napisal basist, nekaj sem jaz napisal, nekaj smo spet skupaj na vajah direktno opravljali. Tle moramo biti pošteni, no, Viktor pa Boštjan, mislim, da sta tukaj največji del, kar se tiče besedil, ostali smo pa tako, no, tudi dali svoj prispevek, ampak v tem primeru pa mislim, da sta ona dva bila kar najbolj aktivna. Boštjan, o čem najraje pojete? Ljubezni. Na trši način. Tako je, tako je, no, pač vsaj vsako stvar, ki recimo jaz ali pa Vik ali pa kdorkoli napiše, jo napiše več ali manj iz sebe, iz nekaj, kar on čuti, spet poslušalec sliši nekaj lahko čisto drugega, tako da v tem razglabljati je zelo težko, no, karkoli komu pomeni, no. Ampak ja, pač meni, jaz v vsaki stvari vidim ljubezen, tako da zakaj pa ne. Če bi tako povzeli vse, je si skupaj neka zaokrožena celota, če se tako sprehodimo skozi album? Jaz mislim, da niti ne, no, da je zelo raznoliko vse, da se bi težko rekel, da se tudi same pesmi ena na drugo navezujejo, tako da jaz bi tle rekel, da smo kar razvajani, vsak malo po svoje, tako da se vidi tudi, pač kako je že Grega omenil, no, da prihajamo res iz različnih koncev vsi, tako da je težko rečem, da bi se en na drugega navezal. Album ni konceptualen na nek način, no, to definitivno ne. Se mi zdi, da nismo niti to želeli, da bi prav neko konkretno sporočilo skozi album sporočali. Vseeno pa tudi potem pri vrstnem redu in tako naprej tudi priporočamo, da se album posluša v vrstnem redu, kot je nekje pripravljen. Pa vseeno se mi zdi, da je neka zaokrožena celota energije in počasnejših in hitrejših komadov. Glasbeno mislim, da je zaokrožena celota. Da ni zdaj, da bi pa nekdo, ki posluša, pa rekel, 2 komada sta v moji zvrsti, 2 pa niste, da bi bilo to zdaj, tle moram Boštjana mečkano popraviti. No, jaz mislim, da glasbeno je zaokrožena celota, kar se tiče pa sporočil, pa nismo niti imeli tega namena, no, da bi res prav eno konceptualno sporočilo poskušali sporočiti skozi ta album. Če tako povzamemo, vse skupaj je prijateljstvo in ljubezen. Pa vse je vse ljubezen. Ljubezen do življenja, ljubezen do glasbe, ljubezen do nasprotnega spola, v bistvu ljubezen do kakšne prijetne pijače, ki jo piješ zvečer s kolegi. Vse je lahko ljubezen, ne? Tako da tukaj ni meja. Scream Room bo naslednja, v katerem pomaga tudi vaš producent Peter Dekleva. Ja, mi smo v bistvu že od samega štarta smo hoteli Petra nekako vključiti v to ploščo, vsaj zame, no, verjetno tudi za vse ostale je to eden boljših oziroma če ne celo najboljših glasbenikov v Sloveniji in imeti šanso sodelovati že tako kot s producentom z njim, kaj še le, da lahko rečeš, da si naredil komad z njim. No. Je bila skozi neka moja tiha želja oziroma skoraj bi rekel vseh nas,
da lahko na kakšnem komadu tudi predstavimo pač neko našo skupno delo. In pri Scream Roomu je tako ratalo, da v bistvu, ker je veliko teh mirnih akustičnih delov, smo v bistvu že v studiu s Petrom iskala neke boljše rešitve na nekaj, kar sem jaz napisal, in sva v bistvu na koncu ugotovila, da je toliko dodal k tej skladbi, no, da v bistvu smo pa lahko rekli, da bi bil lahko kot gost na tem komadu, ne, in tudi in soavtor, tako je, tudi solo, nama so čaljusti na tla padle, ker jaz sem v moji glavi je bil nek tak star rock blues solo, no, pol je on meni vrgel v roke, slide je rekel, prav bi s tem, sem rekel, kaj jaz s tem delam, prijel kitaro v roke in res praktično s prvim takom naredil za moje pojme enega boljših solotov ever. Lying
Scream Room skupine John Borno. Če pogledamo celostno podobo, so na naslovnici klone, kot da so vsi trije enaki. Kot da so. V bistvu so. Mislim, tukaj, naslednja pesem je mogoče povezana tudi malo s to naslovnico. V bistvu niti nočemo propagirati kogarkoli ali pa kakršnih koli sporočil. Pri naslednjem komadu Ron Jeremy's Day Off smo v bistvu, nimamo besedil, ampak imamo ene tako predposnete že posnetke enega gospoda, ki ga ne zagovarjamo, ampak naš basist je v bistvu iskal, kaj bi lahko zraven dodali k temu komadu in je najdel eno tako zelo močno sporočilo enega gospoda, ki mu je ime Charles Manson in ki je pač enkrat v zgodovini imel neke težave z avtoriteto in zakonom v Ameriki, ampak je enkrat rekel en zelo močen stavek v enem intervjuju, ko so ga, mislim, da vprašali novinarji, da, ne vem, če je on koga umoril ali kakorkoli, in je on izjavil, da če bi bil on morilc, da nobenega od nas več ne bi bilo tukaj. Zelo srhljiva. In ta izjava nas je kar sezula, ko nam je to enkrat basist prinesel, rekel, mislim, kako močna izjava, ne? In smo potem vključili te razne njegove izjave, smo potem tudi vključili v ta komad, ne, ki so tako malo v ozadju slišane. Pa v bistvu tudi ta gospod, ki je ali pa te trije gospodi, ki so na naslovnici, so mečkano bazirani na Charlesu Mansonu. Samo malo podobni. Moramo priznati, no. Samo malo podobni. So na njegovi osnovi, niso pa čistno. Ja, moramo omeniti, kdo je to narisal, Nadja Jeraj, super umetnica, res nam je pomagala s to ploščo, noro velikne. Pač mi smo toliko enih različnih opcij imeli, kako bo to na koncu ni spadalo, da je bilo v bistvu res in je na koncu pač kole s pomočjo celega benda in njo smo pač prišli do tele slikce. Delate tudi kaj na videoprodukciji? Je katera skladba že podprta z videospotom ali šele prihaja? Danes je to nujno potrebno, tako govorijo. Čeprav so mi radio, ker samo osebno tega ne podpiram. Radio, vseeno radio, zvok. Ja, zvok največ pomeni, ampak ja, dejansko res tako, no, da pač smo že pred tem našim prvim koncertom uradnim, ne, v Ortobaru, ko smo predstavljali ploščo, smo hoteli že dati nek videospot ven, malo se je vse skupaj zavlekali, tako da na koncu smo v bistvu prišli do te točke, da smo rekli, nič ne bi rajš neki na hitrco, nek pol izdelk ven dajali kot videospot sem za to, da je. In smo se odločili, da v bistvu res malo damo to na stran, smo se fokusirali res zgolj na koncert, mogoče na samo predstavitev benda in vse skupaj, probali čim več informacij ven dati. Za spot smo pa rekli, da pa si bomo vzeli čas in najdeli nekoga, s katerim bi res radi sodelovali, ka vidimo tudi svojo muziko z njim, da jo lahko pač ustvarimo nek vizualno podobo vsega tega, ne, tako da smo rekli, da počasi pa naredimo neki orang, tako da v prihodnosti sigurno, no, je plan v naslednjih mesecih. V bistvu smo imeli že kar dosti dogovorjeno in želeli smo res pred pač prvimi promocijskimi koncerti, pred izdajo plošče že v bistvu kaj pokazati, ampak enostavno časovno ni šlo, no, nismo uspeli. Scenarij, igravci, vse smo že imeli. V bistvu že kar nekaj, no, tako da ideje je kar veliko, tudi pogovarjali smo se že kar dosti konkretno z raznimi producenti, tako da definitivno bomo nekaj na temu naredili. Bo kmalu, ja. Naslednja, Ron Jeremy's Day Off. No, pač vse to je tako, smo le veliko. Malo smo že prej povedali o njej, no zdaj mogoče še z druge strani, ne. V osnovi so bili tako vsi te naši komadi instrumentalni, ne, ko še nismo imeli vokalov, ne. Ampak ta nam je pa nekako se zazdel, da bi pa vseeno do konca ostal instrumentalen, zdaj malo pač temi nasnetimi posnetki, o kateri smo prej omenili. Mi smo si nekako predstavljali, zdaj verjetno nekateri poslušalci poznajo, vejo, kdo je Ron Jeremy. Sicer tudi on ima zdaj neke težave z zakonom, s čemer poudarjam, mi nimamo nobene zveze in nočemo ga podpirati ali pa nočemo. Ne promoviramo tega. Ne promoviramo tega, ampak smo si pa predstavljali, da če bi on imel kakšen prost dan, ko pač ne dela tistega, ker ponavadi dela, pač ko se ne ukvarja s svojo dejavnostjo. Ali še sploh živi? Jaz mislim, da še, no. Mislim, po mojih ne spomnim se, da bi bil mrtev, vem pa, da je bil neki po sodiščih zdaj v zadnjih mesecih in letih. Mislim, no. Ja. Ampak tako se nam je zdelo, da če bi on imel kakšen dan, ko se pač ne ukvarja svojo dejavnost, da bi poslušal ta komad, da bi to nekako šlo skupaj. Plus po drugi strani imam pa tudi jaz Day Off, tako da ja, se vse skupaj poveže. Ja, tako je. Ne rabiš delati. Ja, ne rabim. V bistvu v tem komadu lahko malo več kitaro igram. Tako. Imaš nedeljo. Ja. Tako.
Constitution. It is ineffective, and yet the president stubbornly pursues it. Mr. President, Marilyn Monroe. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, some 38 minutes ago. According to the will of the Congress, I did not have sexual relations. we believe that all men are created equal. I feel like I'm really offering society something. What do you want to call me a murderer for? I never kill anyone. I don't need to kill anyone. And the real world is the one I have to deal with every day, you know. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Skupina John Borno, z mano v oddaji Radioaktivno sta Boštjan in Gregor. Poslušate kaj slovensko glasbo? Kako gledate na našo sceno? Jaz jo kar dosti poslušam, no, sem kar upleten v slovensko glasbeno sceno, pač kar se tiče mojega ušesa, ne, pač zelo rad poslušam slovensko glasbo. Zdi se mi, da je zadnje čase doživela blazen razcvet s temi mlajšimi bendi, pač res videti, da kar ni konca mladim bendom, ki skačajo na sceno. Nažalost se mi zdi, da je še vsem premalo suporta z vseh vidikov glasbe, vsem bendom, da težko prideš na nivo, kjer so že naši slovenski bendi, ki harajo po slovenski sceni, ne? Tako da tukaj bi vse apeliral na vse okoli, pa čestitev tebi za dobro delo, ampak ja, da se čim več promovira, čim več predvaja, čim več vabi na koncerte slovenske mlade bende, bilo koga, no? Tako da bi tukaj bilo res, imamo veliko dobre kvalitetne glasbe in se mi zdi, da je škoda. No? No, in da pač tisti, ki lahko omogočijo slovenskim bendom in, no, ne bomo rekla mladim, ampak frišnim slovenskim Dajmo tako bendom, reči, ne, da pač omogoča, da igrajo čim več in kjer se le da, no, ker mogoče mi zdaj, ko začenjamo, malo prehajamo v to, tle vidimo, da mogoče je za prebiti se pa igrati v živo za nek bend, ki še ni prepoznaven, ni tako enostavno, no, tako da... Bi lahko izpostavila 5 glasbenih imen, ki mogoče danes izstopajo? Okay, začel bom Siddharto, Bigfoot Mamo, to so pač vsem dva največja benda, tle se izpostaviti še posebej fanti iz Joker Outov. Senzacija, res neverjetno, pač ne samo v tem, kaj so naredili, ampak tudi kaj delajo dejansko po glasbeni poti, pač res so neverjetni, pač in kvalitetno in čustveno in vse. Za zadnje 2, mogoče ti povedal, koga bi še izpostavil, nam sam jaz. Ti si bistveno bolj za slovensko glasbo povezan kot jaz, ne, tako da, no, jo spoštujem absolutno in kadar se le da, pač gremo na koncerte in spremljamo in dobro, jaz sem mogoče še malo stare šole, jaz grem zelo rad na kakšne avtomobile ali pa kaj tazga, recimo to je kar pač 2 leti starejši od Boštjana, no. Ampak ja, no, te bendi, ki jih je omenil Boštjan, definitivno so naredili res en velik preboj na slovenski sceni, no, in spoštujemo, obiskujemo koncerte, kadar je le možno in Kaj rečemo pa še Imset, Ekvorna, tudi zelo zanimivi bendi. Jaz bi izpostavil mogoče Neš, Nejco Šlakar, s prvim komadom je se izstrelil, pač je res dober in ko mi čakamo vsi njegovo novo ploščo, ne? Oziroma prvo ploščo, tako da on je tudi, se mi zdi, s ekipo, ki jo ima za sabo, se mi zdi, da bo kar nekaj posebenega, no? Tako da don't stop. V letu 2022 sem namreč v intervjujih imel rubriko, da so glasbeniki spraševali glasbenike in opazil sem, da se glasbeniki med sabo skoraj ne poznate. Da na primer gost, kot so na primer vidva, ni poznal gosta, ki ga sprašuje prejšnjega tedna. Zato letos nekoliko drugačna rubrika. Okay.
Da vidim, koliko poznate slovenski glasbeniki slovensko glasbo. Pripravil sem kratke glasbene izseke po različnih obdobjih, ko smo jih dali v našo bazo. 5 skladb oziroma 5 številk bosta izbrala in slišala kratek izsek in potem skušala ugotoviti, kdo to izvaja oziroma kakšen je naslov skladbe. Okay. Tukaj je seznam številk, sklop A, B, C, D in E. In Po težavnosti mogoče. niso po težavnosti, nekako po obdobjih. In če najprej izbereta iz modre rubrike oziroma iz stolpca A eno številko. 21. 21. Vseeno mi je kam je šla, se fino delat, vsa prelepa moja ljubica, vseeno mi je komu bo trenutke kradla, dolgočasna kot vedno je bila, meni s tabo je lepo, je lepo, je lepo, nikoli še tako je lepo. Veste, katera skupina je to? Jaz bi rekel Rock and Band. Se zmotil? Si se zmotil. Shit. Je pa bila zelo popularna skupina, dolgo let nazaj in tudi veliko igrala. Kalifornija. Avia Band. Avia Band. Ljubezen na prvi pogled je naslov skladbe. Pojma nimam. Jaz se nisem upal niti ugibati. No, iz naslednjega. Zdaj sem pa jaz, 72. Da vidimo, kaj sta izbrala. Vesta? Kanadski rocker, Galgerin. Odlično. Čas bo na moji strani je naslov skladbe. Potem razdelek C. 66. But when I want some, she says tomorrow. Tomorrow came, but everything stays the same. I'm gonna hit and run, gonna lose my mind, gonna hit and run when boots are back on. But when I want less, she says it's too late. Try to roll the dice back to my face. Mogoče malo težje vprašanje oziroma težja skladba. Ja, jaz bom probal brcniti v temo, kakorkoli, pa če ne drugega bi saj izpostavil ta band, ki ga bom omenil. To je pa John F. Doe, ampak saj tako malo mi po vokalu deluje. Si blizu, ja. To so The Tide, ki več ne delujejo. Ok, tudi Blejci, ne? Nekje Gorenjska Kranja. Ja. Sedaj Tomaž deluje samo kot Bordeaux. Bordeaux, Naslednje, D. 66. Ne? Zopet. Nekam vas vleče na 2 šestke. Dobro, da še ni tretja zraven. Jaz se to čakam. Čakam, gledaj. Cause blue is blue and red is red. Our past is fading in my head, but now the color doesn't matter. You feel blue and I am better. Poznam komad, Jaz tudi. ne vem pa, če poznam. Ema, Eurosong. Ja, sej, tam pa, jaz sem takrat, ko sem to prvič slišal, sem mislil, da je Pink, ampak pa sem gotovo, da je to slovenski komad, ampak ne bom se dale spomnil imena. Manuela. Manuela, ok. Je bila to skladba Blue and Red. Blue and Red, ja. Ter še zadnje obdobje, to pa so novejše skladbe z let 2021 in 2022. Ne bom nadaljeval 66, ker nama ne prenaša sreče. 5. Jaz upam, da nam preveč boksno, če bom rekel, da imamo še enega Boštjana, da smo imeli tukaj v studiu in sicer njih bi tudi izpostavil vrhunski band, vrhunska besedila in sicer Bo. Točno tako. Sklicajem. A me čutiš je naslov skladbe? Vrhunsko. Tako, še en Boštjan, tako da smo dejansko 3 bili Ja, v studiu. Pa pred kratkim so album izdali. Ja, Še čakam, da pridejo v naš studio. super. Vidim, Boštjan, da si kar dober poznavalec slovenske glasbe. Gregor, ti pa še boš moral v šolo. Jaz bom pa še mogel vaditi malo, ja. Ne, sam meni je dal šanso, da odgovorim. Tako da. Ti dal prednost. Ja, tako. Predzadnja bo Last Affair. Ja, ne, ljubezenska, ena redkih na plošči, tako vsaj direktno povezana z ljubeznijo, bi rekel, samo edina. To sem se zadnje cajte zmeraj rečem, da je samo edina. Ja, govori v bistvu o vsem pa o ničemer, v bistvu kako, jaz se toliko težko izražam, mogoče ti povedal, o čem komad sam govori, pač jaz težko povem. Res
nimam teh Sposobnosti. sposobnosti. Je. Jaz v vseh 7 komadih znam nekaj povedati, edino od tega sem se pa že razmišljal, enostavno, tle bi mogli pa našega basista povabiti zraven, da bi on razložil, kar je on to besedilo napisal. In Veva to, da je ljubezenski. ja. Govori Ne ostane ljubezen. neka še skrivnost, pa ne si poslušalci sami mislijo, kaj pomeni. Na naslednjem intervjuju bova pa razkrila, če to drži. Ali pa tako, kot mi dva čez nekih 20 let. Ne? Almost make it by the stream, sitting in a summer wedding chair.
Boštjan in Gregor, člana skupine John Borno. Promocijo ste imeli leta 2022, ko je album tudi izšel. Kako so vas prejeli poslušalci? Ja, mi smo imeli občutek, da je dobro. No? Enostavno je bilo veliko ljudi, po moje, ki niti niso slišali še glasbe prej in se mi zdi, da je bilo pač promocijo smo imeli v Orto baru, dvorana je bila kar zasedena, vzdušje je bilo dobro, ljudje so poplesavali, migali z glavo in iz tega smo dobili potem tudi pohvale in velike pozitivne energije nazaj, tako da imam občutek, da je bilo kar dobro sprejeto na promociji. Veliko enih presenečenih obrazov, pač, ki so pričakovali veliko tršo, veliko bolj divjo glasbo in pa so bili v bistvu vsi, to je pa poslušljivo, wow. Najboljši komentar mi je bil iz Šanka, rekel, včasih nam grejo že na tonski na živce, pa seveda pa kar poslušati, no, tako da je tudi naša tonska trajala malo dlje, kaj bi pa lahko. Tudi izven Ljubljane, kaj? Širiše po Sloveniji? Ja, seveda. Kočevje je bil taka mokra vaja, smo mi temu rekli. Pred promocijo že v Kočevju, tako da smo v bistvu tam pa popolnoma, praktično nas nihče ni poznal in tudi smo dobili dobre odzive, tako da vsekakor pa zdaj želimo integrirati našega novega bobnarja, se pripraviti na nastope za potem konec zime in pomlad in naprej in absolutno želimo pač igrati tudi izven večjih mest po Sloveniji, no, kjer bomo le imeli možnost. Glasba mora med ljudi, je dosegljiva na vseh digitalnih platformah, vidim pa da tudi na fizičnem nosilcu zvoka. Povsod, ja, dali smo jo, kamor smo jo lahko dali, seveda Spotify, Apple Music, YouTube, absolutno. Ja, zdaj smo pa vinilko, to je bila taka skrita želja, saj z moje strani sem vedno želel imeti svojo glasbo na vinilni plošči, plus to, da smo mečkrat razmišljali, saj pač po sebi smo gledali in smo rekli, CD, jaz v avtu niti nimam za CD predvajati, USB ključek, to hitro zgubiš, da je smešen, vinilko pa zelo težko zgubiš, pa tudi se mi zdi, da je v bistvu malo več, ni samo pač sam glasbe, ampak da je tudi nek art, nek kos pohištva lahko doma. Ne, pa nek ritual poslušanja. Ja, dejansko res si moraš vzeti čas, da to zavrtiš, ne, tako da še zmer mislim, da najboljši sound pride iz vinilke, tako da za prvo smo rekli, gremo do konca, ne, pa smo šli na vinilno. Na voljo je pri vas? Ja, nas se kontaktira kjerkoli, Instagram, Facebook, če ima kakšno številko, lahko tudi pokliče, drugače pa posod se lahko dobi. Pa na koncertih, seveda, ko bodo. Seveda. Že prej ste omenjala, da je treba koncertni repertoar razširiti iz 8 na več skladb, pomeni, da tudi nove skladbe nastajajo? Vsekakor, mislim, to nam je zdaj pač prvi cilj v tem že v nekem umestnem obdobju, ko mogoče še ne bo novih živih koncertov, da že delamo na novih skladbah, imamo že nekaj osnutkov pripravljenih, vsak še pri sebi malo pripravlja, tako da dogovori potem po novem letu štartamo že z... Bodo vaje bolj kot ne ustvarjalnega duha. Boste katero izmed skladb izpostavili kot single? Plan je bil, zdaj tako je, no, pač Majkin je bil prvotno mišljen tudi spot posnet za Majkin, dati kot single, še preden smo sploh plato izdali, žal vse pol ni tako izšlo, tako da smo pol pustili kar koncept cele plate, da je vse single, že vse šlo ven takrat, tako da načeloma ja, ostaja na tem, no, da smo band brez singla trenutno, no, tako da definitivno pa kar bomo novega naredili, definitivno bo pač ne bo šlo spet se čakali, da se posname cela plata, ampak bo verjetno kar po komadih vrlatel. Za vstop v sceno smo definitivno nekako imeli kar vizijo, da je prav, da naredimo album, da predstavimo neko zaokroženo celoto. Mislim, da pa zdaj za naprej bomo pa posamezne komade tudi posamično že spuščali v eter. Razmišljamo pa zaenkrat še potiho ali pa že na polna glas, da bi pa mogoče tudi še kaj v slovenskem jeziku naredili od teh komadov, ki jih že imamo. Ne. To je pa tudi še ena taka dejansko opcija. plata je bila posneta tudi cela v slovenščini, ampak smo pa na koncu se odločili, da mogoče, oziroma čisto bazirali smo na tem, kaj se nam bolj slišno in kaj pomen vsega pač in vse to ustvarjanje, čez vsa leta smo na koncu v bistvu prišli do tega, da naj ostane angleško, zdaj pa v bistvu vidimo skozi bolj, no, da mogoče res preboj bi bilo fajn, da je tudi kaj v slovenščini in tako da se zna zgoditi, no, da v bližnji prihodnosti tudi kakšen slovenska priredba John Borno pride ven. Še eno bomo slišali vašo angleško za konec in sicer Majkin. Majkin, gremo mogoče spet po pomenu malo bolj v politično-filozofsko smer. Enostavno, ta komad govori o tem, da, tako že v besedilu tudi nekje nakazujemo,
da ne smemo verjeti lažnim prerokom. Enostavno danes in posamezniki, in državne inštitucije, in politične organizacije, in trgovci, in vsi, ki imajo karkoli s potrošništvom, mislim, da nam prodajajo en kup enih informacij, nas mogoče kdaj tudi malo zavajajo, dostikrat poskušajo z nami tudi manipulirati. In ta komad govori o tem, da naj vse te informacije ne razmislimo, če so resnične, ne razmišljamo svojo glavo in ne verjeti vse na prvo žogo. To je nekje osnovno sporočilo. Skladba prihaja sedaj tudi za konec tega pogovora v naš eter. Boštjan in Gregor, člana skupine John Borno, hvala, da sta bila gosta ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Ja, hvala lepa. Hvala za povabilo sploh. Believe
Živijo, mi smo John Borno in vi poslušate Radioaktivno.